Vsi skupaj pa se bomo zdaj potopili v dolenjsko lepotico. Potapljaški klub M3 iz Novega mesta je pripravil že 23. potapljaško čistilno akcijo, ki je zopet pritegnila številne, ki si želijo čim bolj čisto reko Krko. Danes imajo s tem mnogo manj dela kot pred desetletji, kar jih iskreno veseli. Akcija EcoSup 2025 je tokrat potekala na dveh lokacijah v Straški občini. Tradicija čistilnih akcij v reki Krki ima dolgo brado. Od leta 1993 smo takrat v klubu prišli na idejo, da začnemo čistiti reko Krko, ker smo med rekreativnim potapljanjem ugotovili, da je precej reči noter, ki tam ne spadajo. Dejstvo je, da so v vseh teh letih dosegli visok nivo ozaveščenosti pri ljudeh, ki na tak ali drugačen način živijo z reko Krko. Krka, kakorkoli dobro zgleda, je še vedno onesnažena z zadevami, katere niso tako vidne, kot so avtomobilske gume, hladilniki in podobno. Težava je predvsem v prehranjenosti Krke, torej razni nitrati, nitriti, torej po mojem mnenju tudi precej kmetijstvo k temu prispeva. Klub je bil ustanovljen leta 1998 in zgledno sodeluje s številnimi slovenskimi potapljaškimi društvi, ki se tudi redno udeležujejo čistilnih akcij kluba M3. Vsi smo prostovoljci, ko je akcija, se nas zbere tam precej več, torej 30-40, pa še potapljači iz našega prijateljskega kluba iz Novega mesta. In pride precej tudi iz Kranja, so prišli z Bleda, z Kočevja. Odločeni so, da nadaljujejo svoje poslanstvo. Vsako leto tudi kakšni novi tečajniki, čeprav je svetovni trend, tako kot marsikje, recimo za službe, tako da svetovna populacija potapljačev je povprečje 55 let. S čistilno akcijo bodo zagotovo nadaljevali tudi v prihodnje, morda jo bodo še nadgradili s posebnim izobraževanjem za mlade.